Prav. Lahko poveste, kaj se je tukaj zgodilo? Ja, voda nam je poplavila objekt, bili smo nemočni, nismo mogli zaščititi, ker sta dva sinova pomagala v vesi, ker je bilo zelo hudo pa kritično, ker so zaščitili hoteli vas, razumljiva stvar, ampak voda pač naredi svoje, ne? Koliko smo lahko smo, sam pa ni bilo uspešno. Ne? Tako smo kar pod vodom, uničeno je, vse pa vse. Isto lahko sami vidite, vse je pod vodom, od sušilnega stroja do hladilnika, do računalnika, do otroških vozičkov, tam ena majhna kopalnica. Tukaj smo zaščitili, če smo uspešno, še ne vemo, pa nam ne bi v hišo notri vdrla, ker imamo tam kurilnico, da če nam pride v kurilnico, por smo gotovi, por smo brez stanovanja, por da se je razlilo po celi hiši. Voda pač, dva dneži pač stoji, voda ne, in pogledajte, namočeno je katastrofalno razmere, to pač katastrofalne. Pravite, da imate kurilnico notri, koliko nafte pa imate? Ne, na drva kurimo, na drva pa imamo tam vse vodi, ko ne vem, s kaj bomo kurili, ko so mokra, taka katastrofa, ne. Pa to je zdaj 2 dni že traja. Žalostno, res žalostno, nimam kaj, brez besed. Imate kakšen komentar na to, kako so vam domačini, občina pomagala? Ja, do zdaj so prišli gasilci, ja, ko smo prosili, to je vse, ne, kaj je bilo. Gasilci, ko pač pravijo, da so poplave, saj jaz razumem, da so poplave, pa vse, ne, ampak bolj toliko, da bomo lahko kje ostali, da nam bomo ostali brez hiše, ne. Ker če voda bo še par dni stekla, vidite sami, kakšno je, polde, stene do se napile, kaj? Temelje, da je mokro, katastrofa. Se bojite, da boste izgubili hišo? Ja, seveda se bojimo, da še recimo teden dni voda stala, veste sami kak je. Pravi, katastrofalno. Mislite, da bi se država mogla bolj vključiti? Mogoče ja, mogoče bi se lahko malo več vključili, pa bi malo z drugimi, ne vem, mogoče ja, ne vem. Ker verjetno so še kakšna društva, sem slišala od prijateljev, ki čakajo na ukaz, ki bi lahko prišli. Taka, ja, žalost, mislim, ja. Hvala. Prosim.